Dvoboj proti Kopru, prvič po 4 letih v Ljudskem vrtu, se je končal brez zmagovalca, izenačeno 1-1. Od prve minute tokrat prvič debitant, najstnik Mariborčan Žiga Obreht, 18-letnik, je odigral nekaj minut v pokalnem obračunu v Velenju, tokrat pa prvič začel tekmo v Ljudskem vrtu in v dresu Maribora v članski ekipi. V tretji minuti pa že prva sporna situacija ob strelu Kronavetra, je žoga zadela Dodleka v roko, ostalo je brez kazenskega strela. V prvem delu prvega polčasa veliko priložnosti ni bilo, potem pa v 26. minuti so Koprčani zapretili, Vršič pa je našel svojega mojstra v Jugu. Na drugi strani poizkus Vrhovca z razdalje neuspešen. V 33. minuti pa je po levi strani prodoru Kolmanič podal predgol, Mešanović pa streljal iz volja mimo. Mitrović je zaustavil Mula Husejnovića izven kazenskega prostora, sodniki so pokazali vseeno na kazenski strel, Vršič pa je suvereno in atraktivno zabil za 1-0. Le nekaj minut kasneje nova priložnost za Koprčane, podaja z leve strani, Palčič pa z glavo, izkazal se je Jug. V 43. minuti nova priložnost in znova se je izkazal mariborski vratar, tokrat ob strelu Žužeka z glavo. Na mesto povišanja vodstva za Koper pa izenačenje, hiter protinapad, Kolmanič, Pihler, Rudi Požek Vancaš in na koncu Kronaveter za svoj 4. gol v sezoni. Na začetku drugega polčasa najprej Vrhovec z razdalje v 50. minuti. Z prostega strela je poizkusil Kronaveter, Vargič je odbil. Potem pa dve priložnosti v 1 minuti, najprej Požek Vancaš z razdalje. In potem še z glavo Mešanović, izkazal se je koprski vratar. Ena priložnost se je ponudila še gostom, Žužek je prišel do strela neoviran, toda streljal mimo. No, potem pa še ena sporna situacija, Maribor je zadel še drugič, toda obveljal je samo prvi gol Kronavetra, tokrat so sodniki razveljavili gol zaradi prekrška v napadu. Mislim, da bi se lahko tekma tudi končala v našo korist. Sigurno pa ne smemo pozabiti, da smo imeli tudi oni v prvem polčasu. Bi lahko šli na odmor tudi z večjo prednostjo, da na koncu koncev ne smemo biti zadovoljni s to točko, ampak glede na to, kako je vse skupaj potekalo, je mogoče na koncu tudi ok. È una partita difficile, lo sapevamo, è una squadra forte fisicamente, che gioca bene in contropiede. Io penso che se non viene fischiato il rigore è un altro tipo di partita, però è andata così. E penso soprattutto che l'arbitro abbia avuto una serata un po' difficile oggi. E purtroppo per noi, perché potevamo vincere anche nell'ultima azione. Tanti dubbi su tante giocate. In tako po 8 odigranih tekmah s 13 točkami. Naslednja tekma je gostovanje, znova bo to dvoboj z vrha lestvice, gostujemo med tednom v Murski Soboti. Najboljši na planetu.